Lepo pozdravljeni, sem Vanesa Čani. Veselje mi je, da lahko danes skupaj pogledamo eno zelo aktualno področje našega življenja, ki je pomembno tako za naše osebno življenje, kakor tudi profesionalno. Govorimo o nevroplastičnosti. Če še niste slišali za ta termin, naj povem še eno dodatno zanimivost, da smo kar vsi nevroplastiki. Torej tudi vi, ne glede na to, kaj ste po poklicu, ste najprej nevroplastiki. Torej, kaj to pomeni? O tem bomo na kratko govorili v našem današnjem druženju, torej kaj je nevroplastičnost. Na hitro bomo osvežili na enem nivoju delovanje naših možganov in nekako odgrnili to področje, kako se z svojimi mislimi lahko rušimo ali gradimo. In seveda zaključili z nekaj mislimi, kako se sami lahko odločamo, seveda zato, da se gradimo za življenje. Nevroplastičnost. Beseda sama je sestavljenka iz dveh besed, nevro, kar vemo, da je živec, in plastos, grško besedo za upogibati, za oblikovati. Torej, to pomeni, da lahko nekako naš živčni sistem, naše možgane oblikujemo. To se je zdelo pred dobrimi 20 leti, kar bogokletno, nekaj, da bi človek rekel, da je to nek mit, neko čarovništvo, da bi se lahko možgani oblikovali, sooblikovali, to je bilo nezaslišano. Sedaj pa znanost v zadnjih 20 letih klinično zelo jasno potrjuje, da je to res. Poglejmo si torej nekaj več o tem. Torej, nedolgo nazaj, to je 20 let, vemo, da 20 let ni več veliko, da to kar hitro mine, smo lahko pričakovali, da se potem, ko se človek tako imenovane povzpne na svoj življenjski vrhunec, potem se lahko pričakuje bolj ali manj stagnacija ali potem degradacija ali propadanje življenjske vitalnosti naših možganov in od tega in tega leta, vemo, da se te lestvice sedaj let nekako pomirjajo vse višje, lahko pričakujemo vse manj od sebe, pravijo vse manj od sivih celic, ampak znanstvene odkritja v zadnjih desetletjih jasno kažejo, da ni nujno temu tako, da se naši možgani nenehno spreminjajo in se prilagajajo, in to v obe smeri. Lahko se degradirajo in propadajo, lahko se pa vse življenje tudi gradijo. To je upanja polna informacija, če jo izkoristimo sebi v prid, se lahko vse življenje torej gradimo. Ampak stvari niso same po sebi umevne, treba se odločiti in sodelovati. Torej, gre za stalno prihajajoče informacije. Mi vemo, da ko govorimo o komunikaciji, ko govorimo o socialnih odnosih, vemo, da ravno to izmenjava informacij, komunikacij pomeni življenje. Kadar nehamo komunicirati navzven in navznoter, govorimo o socialni smrti, lahko govorimo tudi o fizični smrti, kot tudi naše telo neha komunicirati. Ko pa živimo, prihaja do nenehnih izmenjav informacij in s tem, ko naši možgani dobivajo zunanjimi impulzi, informacije lahko polnijo, se učijo in oblikujejo našo predstavo o sebi, o zunanjem svetu in odnosu med nami in okoljem. Torej, informacije, to so misli, čustva, ki so nematerialna kategorija, v nas preko možganov in živčnega sistema postanejo materializirana kategorija. Poglejmo na hitro, kako smo ljudje predvsem materialno nekako ozaveščeni. Če bi rekli, da imamo danes skupaj malico in vam prinesem na krožniku kos gnilega sadja ali pa en obrok hitro pripravljene hrane, bi vsi bili najbrž vsaj za prvi del ne preveč veseli in bi rekli, to ni dobro za mene, to ne mislim zaužiti, ker to škoduje, ker potem nekako
sigurno pričakujem, da mi bo slabo, če pojem nekaj gnilega. Če pa jem hitro hrano, polno nezdravih maščob, veliko sladkorja, kaj lahko pričakujem? Tudi negativne posledice v našem telesu. Naša civilizacija je že toliko ozaveščena, da ve, kadar vnaša materialno kategorijo, hrano, pijačo, ki je neustrezna zdravemu načinu življenja, da lahko potem tudi pričakuje negativne, ne ravno razveseljujoče se posledice. Ampak veliko manj smo pa ozaveščeni, da z vnašanjem negativne, slabe, neustrezne, nematerialne kategorije, kot so misli in čustva, ravno tako lahko pričakujemo konkretno negativne posledice v našem telesu. Poglejmo konkretneje, da si bomo znali natančneje predstavljati, kako nekaj, kar ne vidim, kar ne odtipam, kar se ne da izmeriti, kar ne vidim, nekaj kot grdo, ogabno, nekaj, kar mi lahko škoduje, kako se lahko to vame preslika nekaj v škodljivi meri. Zato bomo pogledali na površen način, ampak vendar le dovolj natančno, morda, da si bomo lahko predstavljali in da vidimo, kako zelo resno nam lahko neprave misli škodujejo in kako pa lahko s pravimi informacijami, s pravim čustvovanjem konkretno pripomoremo k svojim življenjski dobrobiti. Na kratko še povejmo eno misel, ki se mi zdi tudi zelo zanimiva, glede na to, da pogosto okrožajo kakšni miti o tem, da nam en del možganov deluje, drugi pa ne, da je pravzaprav res niso pri vsaki stvari vsi deli možgani enako udeleženi v različnih funkcijah našega življenja in delovanja, da pa so možgani celota, celovit organ in nikoli ne mirujejo, ne glede na to, v kateri aktivnosti smo. In torej trditev, da uporabljamo le 10% možganov, ne drži. Zelo pomembno za naše razmišljanje je, da si osvežimo spomin, da je pomembna lastnost našega telesa električno in elektromagnetno polje. Zlasti srce in naš živčni sistem delujeta po principu elektrike. Najbrž je marsikdo izmed nas doživel že kakšen EEG pregled, s katerim so mu izmerili električno aktivnost srčne mišice, ali pa kakšen EEG, s katerim so mu izmerili ali pregledali električno aktivnost možganskih celic. Torej, ali so misli pomembne? Najbrž veliko bolj, ko se zavedamo, kajti vsaka misel, smo rekli, da so to elektromagnetna polja v našem telesu, povzroči svojo elektrokemično reakcijo v naših možganih. Pomislimo, vsaka misel. Ne gre samo za to, da rečemo 5 močnih misli na dan, seveda reakcije niso enako močne. Nekaj preleti, kakšna misel preleti in jo pozabim, jo ne ponavljam, ampak tiste, ki so močnejše, katere ponavljamo, te ali pa, ki imajo močen naboj, tako pozitiven ali negativen, seveda potem povzročajo tudi ustrezno močno reakcijo v naših možganih. Torej, nobena misel ni popolnoma nepomembna. Seveda so kakšne pomembnejše kot druge, ampak misel vzamemo kakor kategorijo, ki ima konkreten materialen pomen za naša telesa. To ni nekaj, ne vidim, pa je nepomembno, ampak nevidno se v meni zapiše kot vedno in me oblikuje. Torej, kakšne posledice ima 10 minut premišljevanja misli strahu za moje telo? Kasneje bomo povedali, koliko misli gre skozi našo glavo povprečno, koliko teh elektrokemijskih reakcij se sproža, kaj pomeni 10 minut premišljevanja misli strahu. Pogosto, ko se vprašamo, kaj misliš, kaj sem mislila,
Marsikdo se niti zavestno ne zaveda, kaj premišljuje, kajti pusti svoje misli na pašo, kot lahko temu rečemo. Zelo pomembno je, da tega ne delamo, ampak da mislimo o tem, kaj mislimo, kajti vse ima konkretne posledice. In če obrnemo, kaj pa misli miru in upanja? Pogosto rečemo, če imamo toliko in toliko misli skrbi, potem lahko v našem telesu, to je že kar splošna modrost, pogosto pusti konkretne somatske posledice in rečemo, gre za psihosomatsko bolezen, lahko rečemo, rana na želodcu zaradi tega in tega. In če lahko v minus dela naše misli, zato da si škodujemo, kako lahko z mislimi tudi gradimo? In če nam lahko misli strahu delajo konkretne elektrokemične reakcije, ki nam poškodujejo sluznico v našem telesu, koliko nas lahko zdravijo misli ljubezni, miru, upanja, življenja, dobrote. Vemo, da so možgani sestavljeni iz celic, med katerimi so najpomembnejši nevroni, tako imenovane živčne celice, čeprav jih po številu v možganih ni največ, so te pomožne celice veliko številnejše, ampak nevroni so tako pomembni, zato ker so nosilci informacij. Ključna značilnost vseh nevronov je, da se med sabo povezujejo, da to niso samostojne, neodvisne enote, ampak da se povezujejo v zapletena omrežja, po katerih se informacije prenašajo, delno v obliki električnih impulzov in to vzdolž posameznih nevronov in delno prek kemijskih signalov, tako imenovanih živčnih prenašalcev, in v stikih med posameznimi nevroni se potem dogajajo te povezave ali sinapse. Vsi prepoznamo, to živčno celico ali nevron, in kadar predavam v živo, potem vedno vprašam slušatelje, na kaj jih spomne, in vedno je takojšnji odgovor, da nas spomne na drevo, kajti nevron ima en del kakor svoj koreninski sistem in tudi svojo krošnjo. Torej na koncu vsakega nevrona so, rečemo, veje, dendriti in nevriti, ki konstantno sprejemajo in integrirajo, torej sestavljajo, dopolnjujejo informacije. Tu imamo en primer dveh nevronov, dveh živčnih celic, ki na sredini zaslona vidimo, kako se spojita z informacijo, ena informacijo prenese drugi in druga živčna celica jo sprejme in ta njun stik, njuna povezava imenujemo sinapse. Spet kasneje bomo videli, kadar se te povezave informacije ponavljajo, potem so te sinapse močne, se utrdijo, kadar pa prihaja do kratkega stika, se pravi, gre samo za maloštevilni prenos in potem se neha s komunikacijo, se lahko tudi te povezave razprejo in prekinejo. To vemo tudi iz vsakodnevne prakse. Če se na hitro nekaj učimo, se te povezave lahko hitro zgubijo, se pravi, nova znanja, ki se povezuje, nalagajo, nadgradijo na stara znanja, lahko hitro, tako rečemo, zbledijo. Nekaj, kar pa ponavljamo, se pravi, ponavljanje mati znanja, se pa potem te vezi v nas učvrstijo, postanejo del nas in lahko kakor hitro ozavestimo. To so hitro dostopne misli, ker je del naše zavesti in našega spomina, do katerega lahko hitro dostopamo brez nekih zunanjih pomoči. Torej, nevroni so možganske delovne enote, ki gradijo, tako lahko rečemo, magična drevesa v našem razumu. Če primerjamo torej nevrone kakor drevesa, bomo uporabljali to terminologijo, ker nam je znana iz dnevnega življenja, ko lahko opazujemo drevesa in tudi pomlad je eno tako obdobje,
lahko se verjetno malo več tudi ukvarjamo z opazovanjem, obrezovanjem dreves in nam je ta predstava zelo živa. V naših možganih se nahaja približno 100 trilijonov, to je najbrž težko predstavljiva številka, magičnih dreves. Kakšno drevo je to? In vsako drevo ima potencial producirati do 70.000 vej. Zdaj pa matematiki, hitro zračunajmo 10 trilijonov krat 70.000 vej. To so izjemne številke in ko tako pomislimo, kakšna fascinantna bitja smo, kakšne enormne potenciale imamo v sebi in kako pomembno je, da se tega zavedamo, da se ne gledamo kot navadne, da ne gledamo na življenje kot na tok nekih ponavljajočih se zgodb, ampak da si ozavestimo ta izjemen potencial, ki ga lahko pa seveda izkoriščamo v dobro, se bogatimo, izkoriščamo ta potencial naših fizioloških sposobnosti, lahko pa gremo in živimo revna življenja kljub takšnim možnostim in priložnostim. To pomeni, da imamo za približno 3 milijone let kapacitet nalaganja informacij. Torej, za nobenega izmed nas ne velja, razen če gre res za hude klinične bolezni, da bi lahko rekli, da smo z genetsko predispozicijo deprivilegirani. Samo če se zavedamo potenciala in če smo pripravljeni sodelovati in se bogatiti z pravilno informacijsko prehrano, kako se lahko gradimo. In to ni odvisno od neke formalne izobrazbe, ni potrebno plačati ne vem kakšnih denarjev za ne vem kakšne diplome. Informacije življenja so nam na voljo vsepovsod. Lahko z komunikacijami, z opazovanjem narave, lahko z opazovanjem zdravih življenjskih procesov, s premišljevanjem stvari, ki se gradijo, se lahko neomejeno gradimo sami. Ne glede na zunanje okoliščine, ne glede na to, ali smo imeli možnost dokončati take doktorate in drugačne, je človek odvisen od svoje odločitve in od pripravljenosti, ali se angažira v lastno izgradnjo, ali pa pusti, da to, kar ima, ostane neizkoriščeno. Torej, informacija ali logos, ali ta potencial, v katerem je zapisana vsa modrost in vse besede in vse to, kar v življenju gradi, ima v sebi vsebinski naboj. In to je zelo pomembno, da tako kot smo na začetku povedali, da ne smemo to nematerialno kategorijo misli vzeti kot brezmočno, nemočno, nepomembno. Tako je zelo pomembno, da vsebino te informacije, te misli analiziramo, kajti vsaka informacija ima svoj naboj, ki se v nas potem tudi fiziološko aktivira, bodisi v življenju, ki gradi, in bodisi v napačni smeri, ki razgrajuje in vodi k bolezni in razgradnji osebnosti. Torej, informacija življenja v nas aktivira dobro, aktivira kreativnost. Potem so informacije, ki vzbujajo strah. Strah človeka zapre in ga paralizira. To pomeni, da človek potenciale, ki jih ima, zmožnosti, ki jih ima, preprosto ne uspe aktivirati. In so informacije skrbi, ki pravzaprav človekov fokus osredotočajo na predmet skrbi in ga hkrati zaslepijo za vse druge stvari, ki so pa lahko tudi pomenijo priložnost v življenju. Torej, informacije
ima v sebi konkretno nalogo, ki jo v našem življenju naredi. Se pravi, ko človek pogleda, kako lahko človek, to ko govorimo o neki psihologiji množice, kako si lahko ena majhna skupina ljudi podredi številno skupino skozi taktiko strahu, zastraševanja, pa lahko gre za nematerialno taktiko zastraševanja, ni nujno, da z nekim fizičnim orožjem, lahko gre z besednim zastraševanjem in človeka v celoti, če se podredi te informaciji, lahko ta majhna skupina zapre in si ga v celoti podredi. Po drugi strani so pa informacije, ki odpirajo polje zaupanja, varnega počutja. In kadar so te informacije zaupanja, varno počutje, se pravi dom, poln ljubezni, poln upanja za malega otroka, kako se lahko ta otrok razvija in cveti. In to je lahko v vsakem obdobju življenja, ko so te informacije, ki jih dobivamo bodisi iz lastne notranjosti ali iz okolja, kako nas odprejo, če so to informacije, ki v nas producirajo polje zaupanja. Informacije, ki napolnjujejo z ljubezni in tako naprej. Torej, želim, da to naše današnje razmišljanje in komuniciranje v nas odpre aktivno analizo, ki v nas prepoznava, katere informacije v nas krožijo. Zagotovo imamo ogromno, prej smo povedali take številke, možnosti že izpolnjenih naših magičnih dreves in teh vej, ki že nosijo določena sporočila. Hkrati jih pa tudi dnevno nalagamo. In ne glede na to, ali smo do sedaj bili analitiki, ali smo pogledali, kaj imamo na krožniku našega miselnega sistema ali ne, od danes naprej to počnemo. In tudi pogledamo, kaj nam drugi hočejo servirati na naš krožnik, kaj si serviramo sami. In se odločamo, da ne bomo jedli neselektivno. Raziskave kažejo, da ima človek od 12.000 do 80.000 misli dnevno. Govorimo o odraslem človeku, ta razpon je ogromen, zato ker imamo zelo različne življenjske vzorce. Imamo ljudi, ki so relativno pasivni, ki se ne odpirajo zunanjemu svetu, ki imajo relativno majhno socialno polje komunikacij, so manj kreativno radovedni, manj lačni in manj vsrkujejo informacije iz okolja in so tudi notranje morda zato siromašnejši. In ljudje, ki so izredno aktivni, ki aktivno iščejo informacije, aktivno jih preverjajo, razmišljajo. In zato je ta razpon seveda velik. V zahodni civilizaciji pa je kar nekaj raziskav, ki kaže, da človek povprečno od misli, ki jih misli, kar 80% misli negativne misli. In 95% misli je ponavljajočih. In ljudje, seveda tu je tudi razlika med posameznimi ljudmi in miselnimi vzorci. Nekateri ljudje so relativno, kot smo rekli, v zaprtem življenjskem ciklu in krogu in premlevajo relativno ene in iste stvari, iste odnose, ko lahko rečemo, se zažirajo drug v drugega. In kakšni ljudje smo socialno bolj odprti, z več kontakti in tudi miselno bolj razgibani. Ampak ne glede na to, pomembno se je torej zamisliti in sami pri sebi pretehtajmo. Seveda ne bomo šteli svojih misli, to je nemogoče. Lahko pa nekako ocenimo iz življenjskih vzorcev in malo pogledamo današnji dan, včerajšnji dan, kako preživim en teden in koliko misli približno je pozitivnih in koliko misli je negativnih.
Pomembno pa je, da vemo, da ponavljajoče misli definirajo človekovo osebnost. In škoda se je slepiti, da rečem, saj sem dobronamerna oseba, se želim dobro, želim se razvijati, pa hkrati gradim odnose pretirane kritičnosti, pretirane morda celo cinizma, morda celo sarkazma, obračam se miselno nazaj na stvari, ki so se zgodile, človek premleva stvari, ki so bile morda na polju krivice, škode, negativnosti. In potem človek vidi, da če je to tisto, kar se v meni ponavlja, da je to pravzaprav nekaj, kar definira mojo osebnost. Naši možgani so torej organi, ko govorimo o nevroplastičnosti in o naši vlogi nevroplastikov, je, da so naši možgani organi, ki niso dokončni, ampak ki niso statični, ampak se dobesedno dnevno sooblikujejo s komunikacijskimi oziroma socialnimi interakcijami, z odnosi, z mislimi, besedami in čustvovanji. Torej, možgane, ki sem imela pred enim tednom, pred enim mesecem, nimam danes v enakem stanju, kajti vmes sem imela nevroplastične aktivnosti. Lahko sem bila seveda relativno statična, lahko sem se rušila, lahko sem se gradila. Seveda v določenih dnevnih aktivnostih redko prihaja do tako imenovanih močnih šokov, ki se zgodijo določeni pretresi, lahko tudi določene kapi, določeni takšni šoki, ki sprožijo v nas močne elektrokemične reakcije. Ponavadi gre za majhne ponavljajoče se stvari, ki jih redko opazimo kot spremembe iz dneva v dan. Ampak te spremembe se kopičijo in prej ali slej se tudi odražajo. Torej, zavedati se moramo, da s pravno mislijo postajamo pametnejši, če gradimo nove, pametne informacije in jih gradimo že na obstoječ ta živčni sistem z novimi sinapsami. S pravo mislijo se lahko umirimo. In tu bi želela poudariti eno misel, ki mi jo je pred leti povedal en nevrolog, ki ima tudi psihiatrične izkušnje, kako je skozi dolga leta njegove prakse svetoval številnim svojim pacientom, da naj na svoje življenje gledajo vedno tako, kar je tudi res, da je prvenec naše osebnosti je misel. Vsaka misel je kakor kontejner, je kakor posoda, v kateri je čustvovanje. In najprej imamo misel, ko misel procesiramo v našem življenju, se v nas sproščajo čustva. Ampak pogosto, če nismo ozaveščeni o tem, da mislimo na to, kaj mislimo, smo manj pozorni na to, kaj mislimo. In šele potem, ko v sebi občutimo določeno čustvovanje, lahko je čustvovanje, ki je prijetno, postanemo pozorni na to, kako se počutimo. Posebej pa imamo stisko, kadar so naša čustva težka, kadar nas stiskajo, obtežijo in potem človek začne razmišljati o tem, kako se počuti in katera čustva ga obdajajo, in potem misli na to, kaj čuti, in govori o tem, kar čuti, in čustva postanejo središče njegove zavesti. In je potem zelo težko iziti iz tega klobčiča, ki ga poganja čustvovanje. Presekamo ga s tem, ko začnemo razmišljati, o čem sem razmislila pred tem, ko so me obdale misli skrbi, misli strahu, misli tesnobe, črnega pogleda in tako naprej. In pomembno je, ne glede na to, kako se trenutno počutim,
iti nazaj, pogledati, o čem sem premišljala in zamenjati te misli. In z določenim časovnim zamikom se bodo spremenila tudi čustvovanja. Zato je pomembno, da vemo, da se lahko s pravo mislijo umirimo. Ko smo vznemirjeni, ali lahko bi uporabila še kakšen morda težji izraz, je pomembno, da ne gledamo na reakcije in na čustvovanja, ampak da gremo takoj na misel, kajti ta misel ima svojo moč. Če pa misel sama zaradi te vzburkanosti čustvene reakcije ni zadosti močna, je pa pomembno, da uporabimo izgovorjene besede. Izgovorjena beseda ima večjo moč od misli. Pogosto mi ljudje rečejo, ne znam zamenjati misli. Misli so vsiljivke, so tujke. Ampak naredimo en poizkus, lahko ga naredite potem sami. Razmišljate o eni stvari, potem pa hočete na glas izreči en inteligenten stavek. In medtem, ko izgovarjate ta inteligenten stavek, se mora vaš miselni tok prekiniti. Zato je zelo pomembno izbirati besede in jih izgovarjati nad svojim življenjem, ker ti te besede potem grejo skozi naš miselni tok in se znova vpisujejo v našo osebnost. S pravo mislijo se lahko znebimo strahu, zaskrbljenosti, osvobodimo zagrenjenosti, zavedljivosti. Tu bi rada seveda opozorila, da kadar gre za te globoke korenine, globoke, take težke, že večletne ali desetletne miselne sisteme, seveda se to ne da spremeniti kar z eno mislijo. Seveda je treba potem tudi ponavljajoče se puliti staro in graditi novo, kar bomo povedali tudi malo kasneje, ampak gre za ta princip. Seveda težje, ko so te ukoreninjene negativne misli, čustvovanja in te miselni vzorci v nas, seveda je težje spremeniti, kot če ena misel preleti in jo na hitro zamenjamo. Zato je zelo pomembno, prej, ko v svojem življenju spoznamo in osvojimo te veščine in živimo na ta način, da mislimo o tem, kar mislimo, da znamo prav izbirati, da gledamo na misli kot na hrano življenja in na to, kako pletemo svoje življenje, kvalitetneje lahko živimo na dolgi rok. S pravo mislijo torej lahko odpustimo, kontroliramo svoje čustva, odpravimo stres in seveda še marsikaj. Torej, ko razmišljamo, zelo je pomembno, ko razmišljamo, ne gre za kar abstraktni, brezvezen proces, nobeden ne ve, kaj mislim, da se ne zavedam, ker preprosto čas poteka in nič se ne dogaja. Ampak ves čas, ko razmišljamo, kemikalije krožijo po našem telesu v sijajno kompleksnih elektrokemičnih zankah, ki nosijo v sebi povratno informacijo, ki se piše v naš organizem. Te kemikalije potem v nas producirajo elektromagnetne valove. Torej, naši možgani izvajajo 400 milijard, to je seveda ocena, raziskovalcev, znanstvenikov, dejavnosti vsak trenutek, od katerih se zavedamo le približno 2000. In vsaka dejavnost je sestavljena iz kemične in električne komponente, ki v nas sproži čustven odziv, kar smo tudi prej že malo povedali na kakšnem primeru. Torej, možgani, če lahko tako rečemo malo primerjalno iz življenja, so kot tovarna, ki producira različne vrste kemikalij, ki ustrezajo tipu čustev, ki jih preživljamo. Če so čustva zastrupljena, so bile prej misli zastrupljene, bodo te kemikalije ogrožale naše zdravje, zdravje našega telesa in povzročile množico zdravstvenih težav, ki se potem pojavljajo na telesu in seveda tudi na razumu. Raziskave so pokazale, da je okoli 87, to se velja zamisliti, 87% bolezni, kadar apliciramo to na zdravje organizma in zdravje določenega
podjetja, potem rečemo neuspeha, da je kar 70% vseh bolezenskih stanj je direktna posledica našega miselnega sveta. Koliko ljudje to ve? Koliko se ljudi to zaveda? Veliko večje zavedanje je na področju prehrane ali genetike ali okolja, ampak le 13% ima vzrok v napačni prehrani, genetiki ali okolju. Kaj to pomeni? Kako veliko odgovornosti imamo, ampak tudi kako veliko priložnosti imamo. To je zame zmeraj sporočilo upanja in opolnomočenja, koliko človek lahko sam naredi, ne glede na okolje, ne glede na genetske predispozicije. To je veliko sporočilo upanja, če ga razumemo na ta način. Torej, spominska omrežja, se spomnite, smo prej govorili o magičnih drevesih razuma, ustvarjajo kopije našega miselnega življenja, naših čustev in emocij in kemikalije, ki se ob tem sprostijo, krožijo po našem celotnem organizmu in so kakor informacijska avtocesta. Informacijske molekule imajo moč spremeniti celice. To je bila prav v enem obdobju, ko so bile prve tovrstne klinične študije narejene, je bila kar ena taka znanstvena fantastika, marsikdo temu ni hotel verjeti, kajti bilo je kar utrjeno znanje, da ta DNK, se pravi genski zapis, ki ga človek podeduje, da je tisti nespremenljiva konstanta v naših življenjih, preko katerega ne moremo, in da se lahko človek giblje samo v merah svojega genetskega zapisa. Precej raziskav sedaj kar nedvoumno odpira polje razmišljanja, da z konstantnimi in močnimi informacijskimi sporočili lahko človek, oseba spremeni tudi moč določenih genskih celic in prestrukturira to celico. Kaj to pomeni? Kakšna moč je to v pravem načinu razmišljanja? Poglejmo, seveda, to je ena slika, ki je z nemedicinskimi orodji narejena, ampak gre za en tak bolj umetniški prikaz, kako se naše celice lahko v nas bohotijo v zdravju, v veličastvu, v mogočnosti potem kreiranja novih stvari. Se pravi, to, če so drevesa zdravja, za svojim steblom, z mnogimi vejami, in več kot je vej, več je teh sinaps, bolj je misel prepisana v nas, v to gensko strukturo, bolj je inteligentna in bolj je dostopna, bolj do nje lahko dostopan pri svojem dnevnem razmišljanju, odločanju, pri komuniciranju, pri izražanju, ker je ta misel v meni utrjena. V naših možganih, osebnih in seveda tudi kolektivnih, ko govorimo o nekem podjetju, o neki organizaciji, se podvijajo nenehni konflikti. Se spomnite prej, ko smo govorili o teh pozitivnih in negativnih mislih, kako večinoma prevladujejo negativne misli. In dejansko klinične študije na področju psihologije, psihiatrije in seveda na mnogih drugih področjih svetovanja jasno kažejo raziskave, da ni človeka, ni osebe, ki bi ves čas imela samo pozitivne misli, ampak gre za nenehno prepletanje, lahko rečemo tudi za boj, lahko tudi za konfliktnost med tako imenovanimi toksičnimi, strupenimi ali destruktivnimi in pozitivnimi mislimi, ki so te misli, ki izgrajujejo, lahko rečemo konstruktivnimi mislimi in tudi komunikacijami. To je zelo, zelo pomembno, da vemo, da to ni last
nas samih. Torej, kadar imam predavanje v živo in potem, ko so vprašanja in odgovori, zmeraj se postavijo vprašanja, kako pa lahko zamenjam misli, kajti v nas samih so različni zapisi, vemo, da marsikaj nosimo v sebi iz rane mladosti, seveda v človeku se zapisujejo informacije še pred rojstvom, marsikaj nimamo ozaveščenega in v bistvu vse to vpliva na našo osebnost, na to, kako nove informacije gradimo, na katere strukture, in pomembno je vedeti torej, da gre za dinamični proces, in da pogosto to upravljanje in izbiranje med pozitivnimi in negativnimi mislimi ni enostavno. Torej, kako se rušimo? Z mislimi se rušimo in se potem ta rušilna moč preko teh elektrokemičnih zank v našem telesu pripiše tudi v naš organizem. Torej, informacijsko-miselne ceste s pomenom življenja, s tem, kar je dobro, se v nas začnejo brisati. Se spomnite, kako smo rekli, da sinapse, se pravi tisti spoji dveh celic nevronov, ki se informacijsko prepletata, se tudi potem te sinapse se jačajo v nas. Kadar gre pa za pretakanje negativnih, rušilnih elektrokemičnih zank v nas, pa se potem ne samo, da se bohotijo te negativne informacije, ampak te imajo moč tudi brisati druge, ki so pa informacije življenja. In če lahko rečemo malo v prispodobi, potem se veča puščava in tudi če pogledamo določene EEG-je, klinične EEG-je in pogledamo te možganske strukture, lahko dejansko vidimo zabrisan, kako reven ta možganski sistem celični je, potem dejansko tudi videti somatsko. Lahko rečemo puščava, kjer tuli odsotno življenja, smisla. To pa pomeni, da kako se to odraža v konkretnem življenju, z strahom, skrbjo, z negotovostjo, slabim spominom in tako naprej. Zelo pomembno je torej, da vemo, da se vsak odloča sam, ne glede na okoliščine. Poključna je moč odločitev za spremembe. Torej, začetek je, da izstopim iz pasivnega položaja. Zelo žalostno je, ko ljudje rečejo, in to sem v enem obdobju kar večkrat slišala, v zadnjem nekoliko manj, ko vprašaš, kako si. Vse vemo, da je lahko to kar mimogrede vprašanje, ampak pogosto ljudje rečejo, tako kot drugi hočejo. To je odgovor, ki kaže na pasivo. To je odgovor, ki kaže na to, da se človek podreja temu, kar se dogaja okoli, in je to tako imenovana vloga žrtve. Zelo pomembno je torej, da vemo, da je vsak človek individuum, ki ima svoj izjemen dar svobodne volje in da se lahko odloča in da lahko reče, da ne glede na to, kako sem doživela do sedaj, zmeraj imam možnost za spremembo. In ko se odločim za izstop iz pasivnosti, iz tega, da ne vem, kako mislim, ali da mislim pač na to, kar se dogaja okoli, ali da mislim pač na to, kar mi drugi pravijo, in da sem torej kot kanta, ki jo napolnjujejo drugi, ali poštni nabiralnik, poln pism drugi, potem je to še vedno vloga žrtve. Nam je pa dana ena druga vloga, če smo jo le pripravljeni sprejeti, in to je, mi smo lahko vrtnarji svojega miselnega procesa, kajti imamo možnost, sedaj to vidimo tudi pomladi, se to dogaja, obrezovanje obstoječega. Kako je to možno obrezovanje? To ne gre samo zdaj za nek poetični termin, ampak to je tudi iz klinično-medicinskega vidika dokazano, da je to možno. Parkrat sem že to omenila, še sedaj enkrat v tem kontekstu, torej sinapse, gre za področja, kjer se spajajo ta dve nevronski celici.
te sinapse začnejo slabeti ob tem, ko je manjši pretok informacij. Torej, če imam na določenem polju neko zamiro ali nek spomin, k kateremu se nenehno vračam in nisem pripravljena odpustiti in nisem pripravljena zamenjati in obrniti lista, nenehno te sinapse v sebi jačam. Ko pa se enkrat in se potem seveda utrdijo, in to so utrdbe v mojem miselnem sistemu in seveda tudi v moji osebnosti, ki prej ali slej se izraža seveda v mojem organizmu, ampak tudi v mojih socialnih komunikacijah, se pravi v mojih besedah, v odnosu, v načinu mojega komuniciranja do drugih ljudi in tako naprej. Če se odločim, da teh sinaps ne jačam, da jih informacijsko z miselnim sistemom in seveda posledično s čustvovanjem in z drugimi potem reakcijami ne krepim, potem slabijo. In kadar slabijo na daljši rok, potem se lahko tudi te povezave pretrgajo. Povezave pa, ki se aktivirajo pogosteje ali zelo pogosto, pa se utrdijo. In na ta način, ko govorimo o svoji nevroplastični profesiji, obrezujemo svoje miselne poti, informacijske avtoceste, naše osebnosti v nas samih, hkrati pa utrjujemo tiste, katere pa uporabljamo in postajajo prave avtoceste. Torej, nevroni, ki ne sprejemajo ali oddajajo nobene informacije, umrejo v procesu, ki se strokovno reče apoptoza. Gre za fiziološko celično smrt. Govorimo pa o tem, kako pa graditi. Imamo možnost sejanja novega. Če nismo zadovoljni z vrtom, ki ga imamo, vrtom našega življenja v nas samih, z drevesi, magičnimi drevesi spomina in življenja, potem imamo možnost sajenja novega. Novo se ne zgodi samo po sebi, novo se ne zgodi, ko gledam k sosedu in rečem, kako je njim dobro. Novo se ne začne tako, da si samo želim, ne da bi imela konkretne odločitve in konkretne korake. Gre za nova semena. Seme znova pomeni logos, gre za informacijo, v kateri je življenje in je pomembno, preden sadim v svoje življenje, pogledam, kakšen zapis ima to seme. Če želim imeti na vrtu paradižnik, potem ni vseeno, kot vemo, ali bom na vrt dala kar nekaj, samo da je seme in potem upala, da bo paradižnik, ampak izberem seme po vrsti, kot ga želim potem imeti kot sad na vrtu svojega življenja. Zato je zelo pomembno, preden stvari damo v sebe, konzumiramo, miselno konzumiramo. Kako konzumiramo? Preko vseh vrat našega življenja, preden gledamo, preden poslušamo, preden razmišljamo, preden o čem govorimo in premišljujemo, potem pogledamo, kaj je tisto in kaj bo v meni rodilo. Zelo zanimiva raziskava, sedaj se že približujemo k koncu, je to, da s temi odločitvami za novo, za premišljevanje, za obrezovanje, se zgodita kar dva tipa sprememb v naših možganih. Po eni strani prihaja do spremembe notranje zgradbe živčnih celic, ki je najbolj opazna v sinapsah, se spravi, ta notranja zgradba, ko smo prej govorili tudi o DNK-ju, in pa do povečanja števila sinaps med živčnimi celicami. Poglejte, kako obsežne spremembe se dogajajo. Seveda ne, kar takoj, da bi danes rekla, 10 minut bom premišljevala zelo prijazno o vseh ljudeh in potem pričakujem, da bo kar naslednji dan bo pa vse drugače. Glejte, koliko časa smo premišljevali že v določenih stvarih, koliko let smo sejali na določen način, zato je pomembna ta konstantnost in zelo velika moč je v tem, da človek v svojih odločitvah
vztraja. Mi smo generacija, ki bi človek rekel fast fooda, generacija mikrovalovnih pečic in še pomembnejše, generacija takojšnjih klikov, takojšnjih všečkov. In zato je ta notranja zmožnost konstantnosti, stanovitnosti in vztrajanja precej manjša. Pri nadgradnji in izgradnji naše osebnosti in naše možganske strukture pa je pomembno, kaj delamo sistematično na daljši čas. Torej, nekako strnimo naše skupne današnje razmišljanje. Naši možgani so organi, ki ga dobesedno sooblikujemo s komunikacijskimi oziroma socialnimi interakcijami, z mislimi, besedami, čustvovanji, in naši možgani sedaj po nekaj minutah druženja niso več enaki, kot so bili na začetku, ko smo začeli s to razpravo. Koliko se bodo pa spremenili in v katero smer, je pa seveda odvisno od nas. Dovolite, da zaključim z mislijo, naj bodo naše misli kot drevo življenja. To je bilo kratko, nekako informativno druženje. Če želite kaj več, v različnih smereh smo vam na voljo, se nam oglasite na naš mail, bodisi na FitMedio ali pa na Zeleno Slovenijo, in veseli bomo še našega nadaljnjega druženja. Želim vam, da so vaše misli drevo življenja. Lepo pozdravljeni.